Dragi gledalci, cenjene gledalke, lepo pozdravljeni v novi oddaji Svet odraslih. Danes se mi je v oddaji pridružila direktorica Turistično-informacijskega centra Vuzenica, Anja Vajde. Anja, lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Bova kar na ti. Zmenjeno. Anja, kaj sploh to je Turistično-informacijski center Vuzenica ali TIC v okrajšavi? Torej, kot že samo ime pove, Turistično-informacijski center pri nas ima kar širok nabor nalog. Kot že ime nakazuje, torej se ukvarjamo, področje turizma pokrivamo, seveda pa to še zdaleč ni vse, ampak skrbimo tudi za kulturo v kraju, za športne dejavnosti, mladinske dejavnosti, kot že rečeno, zelo široko področje pokrivamo. Si za to, da predstaviva ta območja, ki si jih sedaj predstavila bolj podrobno? Lahko, zakaj pa ne? Kje bova začela? Izberi recimo tvoje najljubše področje, kjer... Zagotovo kultura, Kultura. razne prireditve, ki jih pripravljamo, seveda sodelovanje, povezovanje z društvi, to je tudi v bistvu naše osnovno poslanstvo, da jim pomagamo, da jim stojimo ob strani. Torej, vse prireditve, bolj kot ne pri nas, so delo TIC-a, seveda po naročilu občine, suport društvom, kot sem že rekla. Potem veliko sodelujemo seveda tudi z mladino, z našim mladinskim centrom. Tudi za športni utrip v kraju skrbimo, smo tudi upravljalci naše večnamenske modre dvorane. Pokrivamo torej tudi področje turizma, ki pa se nekako, bom rekla, je začel res razvijati v zadnjem času bolj intenzivno v Vuzenici, kar nakazuje tudi izid naše združenke, o kateri bomo malo kasneje kaj rekla. Tako je. Sicer pa lahko rečem, da v zadnjih 2 letih, odkar sem sama direktorica TIC-a Vuzenica, se zelo trudimo v kraju prebuditi, bom rekla, tudi občane in občanke, ki radi obiskujejo naše prireditve in nenazadnje je njihov obisk tudi največja zahvala za naše delo in trud. Po mojem njihov obisk pove, da delamo v pravo smer. Tako je. Kje pa so sploh vaši prostori Turistično-informacijskega centra Vuzenica? Kje se nahajate? Torej, moja pisarna se nahaja pravzaprav v naši občinski stavbi. Sedež infotočke je pa malo dlje stran, ampak tudi ne tako daleč. To je pa v bistvu se nahaja v baru Huta, kjer turisti, ki jih pot zanese v Vuzenico, lahko pridobijo kakšno turistično informacijo. Tam imamo študentke, ki to z veseljem posredujejo, tudi eno javno delo, lahko pa spijajo tudi najboljšo kavico v Vuzenici. No, mogoče nekaj izven pomenskega. Huto je v lanskih oziroma predlanskih katastrofalnih poplavah uničilo do toliko Res je, žal v tej poplavi, ki se je seveda ne radi spominjamo, je bila Huta močno poplavljena. In v bistvu lahko z velikim veseljem povem, da bomo kmalu praznovali eno leto ponovnega delovanja Hute, ko smo jo v bistvu iz nule morali postaviti na noge in danes živi v svojem polnem sijaju in naši občani radi zahajajo tja. In spijajo najboljšo kavo v Vuzenici. Točno tako. Anja, povej mi, kakšen pa je odziv samih občanov, občank in mogoče tudi ljudi, ki prihajajo izven Vuzenice? Torej, sama bi pravzaprav težko to ocenjujem, morda bi mogli kar sami povedati, ampak kot sem že prej rekla, naše prireditve v zadnjem času so izjemno dobro obiskane. Kmalu bo naša večnamenska modra dvorana kar premajhna za vse obiskovalce, ki pridejo in mislim, da je to en pokazatelj, dober znak, da delamo v pravo smer. No, katera pa je bila recimo zadnja prireditev, ki ste jo pripravili? Upam, da bom šla po vrsti, bom izpostavila 2. Zagotovo prireditev ob dnevu žena, ki jo naš župan pravzaprav vsako leto v okviru občine Vuzenica podeli svojim občankam. Letos smo dame uživali v družbi odlične vokalistke Nuše Derende, zapel nam je tudi Dravograjski sekstet, osnovnošolci so seveda prepevali svojim mamicam, babicam, tetam in dvorana je bila res izjemno polna. Pred kratkim smo na sedežu naše infotočke pripravili eno delavnico za otroke. To je bilo prav pretekli vikend, ko smo rajali z zajčkom Zlatkom in izdelovali na ustvarjalnih delavnicah razne zadeve na temo velike noči. In kar lepo število otrok in staršev se nam je pridružilo. Tako da, ja, to je bilo v zadnjem času, bi rekla, no.
Kaj pa recimo lansko leto, kateri so vaši najuspešnejši, največji projekti, na katere projekte ste vi oziroma si ti najbolj ponosna, da ste jih izvedli? Torej, zelo sem vesela, da smo v Vuzenici uspeli prvič lansko leto realizirati projekt Simbioza. To je v bistvu en tak medgeneracijski projekt povezovanja, ko mladi učijo starejše osnov računalništva. Prvič v Vuzenici in moram reči, da je bila zadeva zelo dobro sprejeta. Izpostavila bi morda tudi natečaj najlepšega turističnega spominka, ki smo ga lani izbrali in je bil prav tako odličen odziv. Pa seveda tradicionalni vuzeniški dnevi, lani smo izpeljali 19. Zdaj pa misli že kar intenzivno bežijo k našim jubilejnim 20, ki se nam obetajo v avgustu. No, na te bova prišla še malček kasneje. Da se vrneva na sam turizem, ko si že prej omenila, pred sabo in pred mano si prinesla v oddajo tudi neko zloženko, v kateri so predstavljene glavne znamenitosti same Vuzenice. Kje lahko to zloženko dobimo in kaj v njej piše? Tako, ta zloženka je pravzaprav še zelo vroča, približno en teden jo imamo v taki obliki. To je v bistvu zloženka osnovnih turističnih informacij naše občine, v njej so predstavljeni osnovni biseri Vuzenice, bom rekla, en zbir nekih informacij tudi za naše turiste, kje dobijo tiste osnovne informacije, kje nas lahko najdejo, kontaktirajo, tudi en zemljevid osnovnih označb Vuzenice se tukaj nahaja. Gre res za eno osnovno zloženko, da se lažje znajdejo v Vuzenici, seveda jo dobijo, če pokličejo na naš štic, če se oglasijo na naši infotočki, skratka je dostopna vsakomur in pravzaprav lahko poveva morda še to, da je v nastajanju tudi ena brošura, kjer je pa zadeva bistveno širše zasnovana. Tam bo pa tudi veliko podrobnosti v Vuzenici, od gostinske do turistične in vseh ostalih ponudb. Tista bo torej širše zasnovana, tole pa je ena taka osnovna zadeva, kjer lahko nekdo, ki pride recimo iz Gorenjske v Vuzenico, kar se nam je že zgodilo, pogleda, kaj si lahko pač pogleda in tudi nekaj osnovnih informacij najde že na tej zloženki. No, ko si že omenila Gorenjce v Vuzenici, koliko turistov pa dejansko pride obiskat Vuzenico in recimo iz katerih krajev so, ali so to države bivše Jugoslavije, ali so to mogoče severni sosedje, Avstrijci? No, tu bi rekla takole. Pravzaprav se v Vuzenico seveda trudimo pridobiti čim več turistov, kar nekaj avtobusov se zgrne vsako leto, predvsem je naša glavna atrakcija zagotovo ta znamenita Slomškova soba, ki si jo zelo radi ogledajo. Zagotovo pa ne moreva govoriti zdaj o številkah par tisoč na leto ali celo obiskovalcih izven meja, se pa tudi to zgodi, recimo iz kake avstrijske Koroške si z veseljem pridejo pogledati tudi našo Slomškovo sobo. Moram pa reči, da v Vuzenici res smo lani začeli pravzaprav intenzivno delati tudi na promociji občine širše in verjamem, da se tu ne da narediti koraka čez noč, ampak s časoma pa zagotovo več turistov tudi v Vuzenici. Bi pa morda dodala še to, da mogoče malo pogrešam več sodelovanja med občinami, med TIC-em. Sama sem pristaš tega, da se je potrebno povezovati, sodelovati in se mi zdi, da bi se Koroška v paketu lahko še lepše predstavila, ne? Res je, dobro mnenje imate v tem. Da se vrnemo, kakšne projekte pa ste pripravili za letošnjo leto? Ja, veliko dela nas čaka, nekaj ga je že za nami, nekaj pred nami. Morda lahko poveva, da zdaj na krajši rok pripravljamo, pravzaprav nekako bomo obeležili to prvo obletnico ponovnega delovanja, torej naše infotočke Bara Huta. 24. maja pripravljamo pravzaprav en tak večer zanimivega druženja v sodelovanju z Mladinskim centrom. Čez dan bodo v Vuzenici potekale športne igre, zvečer pa druženje z kakšnim kantavtorjem. Lani je bila z nami Ditka Čepin, letos bomo pa še videli, kdo pride v našo družbo, se še dogovarjamo.
Čaka nas v kratkem tudi ena čistilna akcija, kjer bomo očistili našo občino Vuzenica. Točen datum še sicer ni znan, ampak to je tudi ena zadeva, ki smo jo lani dobro izpeljali in je v planu. Zagotovo se pa intenzivno pripravljamo na jubilejne 20. Vuzeniške dneve, kjer pa je že kar veliko znanega, kaj nas čaka. Lahko mogoče kakšno pikantno vročo skrivnost izdate? Morda kakšen namig. Torej, Bistrograd je bil lani obnovljen, to je naš biser, na katerega smo izjemno ponosni. In ena novost bo to zagotovo. Obeta se nam en koncert vokalnih zasedb v tem čudovitem naravnem ambientu. Lahko povem, da bomo veselo rajanje 17. avgusta zaključili s parado godb, kajti Vaška godba Vuzenica letos praznuje častitljivih 90 let in rajanje bomo zaključili z Kingstoni. Tudi dalmatinski večer se nam obeta, lani je bil izjemno uspešen, letos ga bomo ponovili. Tu pa ne ostane presenečenje, s kom se bomo zabavali po koncertnem delu, da ne bova čisto vsega izdala. Ne, da ne bova čisto vsega. Neka navdušenost in neko pričakovanje ljudi pa mora vseeno biti. Ste mnenje tega? Absolutno morava še kaj pustiti skritega, da je potem presenečenje toliko večje. Lahko pa povem in obljubim, da se bomo letos še prav posebej potrudili, ker 20 let to pa ni kar tako. Točno. Kdo pa financira Turistično-informacijski center Vuzenica? Odkot pridobivate sama sredstva? Torej, mi se v bistvu financiramo strani našega ustanovitelja, torej občine Vuzenica, tudi z proračunskih sredstev, raznih turističnih taks. Seveda imamo tudi svojo tržno dejavnost, v našem primeru je seveda to naša infotočka zaenkrat, tako da imamo kar nek, bom rekla, širok spekter, vse posod nekaj. Torej, pa ste mnenja, da mora imeti vsaka občina oziroma vsak kraj svoj turistično-informacijski center in zakaj? Zakaj ja, zakaj ne? Težko rečem zdaj, če ga potrebuje vsak manjši kraj. Kot sem že prej rekla, sama bi si želela, da bi se bolj povezovali. V našem primeru v občini Vuzenica mislim pa, da bi ga močno pogrešali, če bi ostali brez njega, ker, kot sem že rekla, skrbi za nek utrip dogajanja v kraju, skrbi za druženje, povezovanje, tudi v nekem smislu izobraževanje morda. Tako da mislim, da je TIC vsekakor, če svoje poslanstvo izpolnjuje tako široko kot v Vuzenici, ko pokrivamo pravzaprav vsa področja, od kulture do športa, mladine in turizma, mislim, da mora biti absolutno. Anja, kaj pa bi ti kot posameznica prikazala oziroma pokazala v Vuzenici turistu, ki Vuzenice ne pozna, je mogoče še nikoli ni videl na zemljevidu ali je mogoče prvič slišal za njo in je nek avanturist, torej ima rad avanture, rad raziskuje sam kraj. Kaj bi mu pokazala? Kako bi potekal sam ogled Vuzenice? Sam ogled Vuzenice, zanimivo je to, da tudi sama sicer nisem iz Vuzenice, čeprav je zelo blizu in zelo pri srcu. Pa vendar kot direktorica Turistično-informacijskega centra bi mu seveda pripravila en tak najprej osnovni paket, potem bi ga pa mogoče kar malo širše popeljala po Vuzenici. Prva zadeva, sigurno naše osnovne znamenitosti, mislim, da je ta Slomškova soba in ime Antona Martina Slomška zagotovo treba poudariti. Popeljala bi ga prav gotovo tudi na Bistrograd, se razume, tudi spomenik Zidanškove brigade, mislim, da bi si moral ogledati. Vaški dom na Primožu je bil tudi lani, smo ga otvorili, je obnovljen. Z njim imamo v prihodnje velike načrte, tudi kakšne nočitvene kapacitete si tam obetamo, morda bi ga dala prenočiti tja, ko bomo tako daleč. Morda bi ga popeljala tudi po kakšni naši učni poti, zakaj pa ne, da spozna in se približa nekako tudi z naravo. Mislim, da bi imela kar nekaj za pogledati, ne le v Vuzenici, ampak tudi širše po Koroškem. Torej, kakšne so te učne poti? Torej, v Vuzenici imamo Vidovo pot in pa gozdno učno pot. Bi rekla, en prijeten sprehod v naravi. Nekdo, ki se zna s tem zliti in ki zna naravo opazovati, bi zagotovo imel kar veliko od tega. Prijazno povabim, pa te popeljem. Najlepša hvala, bom se pridružil kmalu, ko bo šola mimo, med počitnicami. Med počitnicami. Anja, je Vuzenica kraj mladih ljudi?
Mislim, da je. Rekla bi, da je mladina v Vuzenici precej aktivna. Ne le tic Vuzenica, ki, kot sva že rekla, nekako se trudi medgeneracijsko povezovati mlade s starejšimi, starejše z mlajšimi, ker v končni fazi je treba sodelovati. Izkušnje starejših z idejami mladih lahko da dobre rezultate. In mislim, da bom rekla, mi odlično sodelujemo z vsemi društvi, ki so prav tako člansko dobro okrepljeni z mladimi, kar dokazuje tudi njihovo delo, njihove prireditve, sodelovanje s TIC-em. In pa naš mladinsko-kulturni center, mislim, da je tudi kar precej aktiven, z njimi dobro sodelujemo in mislim, da mladi absolutno v kraju dajejo tisti svoj doprinos. In tudi kar nekaj prireditev njim namenjenih. Tudi na Vuzeniških dnevih bomo imeli ponovno Rok pred blok. Tam imajo glavno besedo oni, klasika, tako pa kar nekaj jih je. Naš mladinski center je precej aktiven in lepo sodelujemo. Kako bi ocenila samo delo Turističnega informacijskega centra? Kako bi ocenila recimo svoje delo, delo tvojih sodelavcev? Takole bom rekla, torej težko je ocenjevati samega sebe, verjetno bi to lažje storili drugi. Lahko pa rečem to, da mislim, da smo precej aktivni, vse, kar smo si zadali in planirali v planu, smo tudi realizirali. Še kaj več od planiranega smo naredili in bom rekla, da se pač zelo trudim na področju, pa tudi moji sodelavci in mislim, da smo precej aktivni, podrobneje pa ne bi same sebe ocenjevala. Kaj pa nudi Vuzenica mladim ljudem? Kaj nudi Vuzenica mladim ljudem? Mislim, da imamo na razpolago kar nekaj igrišč, da se lahko športno udejstvujejo, lahko se vključijo v naš mladinski center, lahko se nam večkrat na kakšnih delavnicah, okroglih mizah pridružijo tudi v okviru TIC-a, recimo na naši infotočki, naši večnamenski prostori, recimo Modra dvorana, so praktično na razpolago za prireditve, ki jih želijo ustvarjati, seveda tudi mladim, popolnoma brezplačno. Osnovnošolci recimo so tudi zelo aktivni, prav zdaj v kratkem imajo eno gledališko predstavo, recimo, dobro sodelujemo tudi z pitoni. Skratka, mislim, da mladim v Vuzenici ni težko, bom rekla, in tudi nekako imajo lepo možnost, bom rekla, razvoja, učenja, izobraževanja. Živimo na enem takem lepem, mirnem področju ob čudoviti naravi, tako da mislim, da se mladi lahko znajdejo. To je bilo naslednje moje vprašanje. Se ti zdi, da je Vuzenica miren, lep kraj in si odgovorila na to, kar je lep, miren, prijazen, zagotovo nas obdaja čudovita narava. Bi pa rekla, da ga še bolj lepega in prijaznega delajo ljudje, ki v končni fazi tam živijo, ustvarjajo in tudi tisti, ki nismo z Vuzenice, skupaj z njimi. Rekla si, da je mladina v Vuzenici aktivna. Bi bila lahko še bolj aktivna? Bi recimo lahko mladina, torej recimo otroci, najstniki, mogoče študentje, tudi vplivali na samo delovanje Turističnega informacijskega centra v Vuzenici? Ja, kot že rečeno, mi smo tam zato, da sodelujemo, da pomagamo realizirati morda kakšno konstruktivno, zanimivo idejo raznim društvom. So pa tudi posamezniki, ki se oglasijo in smo že kar večkrat kaj uspešno skupaj naredili. Naprimer, ko je prišla do mene Špela Golob, to je ena naša mlada umetnica, sva se dogovorili, da bomo pripravili ustvarjalne delavnice, izdelava nakita, ki se je zelo dobro prijela. Tako da, ja, če kdo pride in mu lahko pomagamo po svojih zmožnostih, absolutno z veseljem. Mislim, da so mladi tisti, ki lahko veliko dodajo k temu, sigurno. Prej si že omenila samo povezovanje med društvi. Se ti zdi dovolj dobro, sodelujete dobro recimo z Mladinskim kulturnim centrom, z samo osnovno šolo in naposled tudi z občino, recimo? Moram reči, da vedno najdemo nek dialog, nek skupni jezik in neke rešitve. Torej menim, da se z komunikacijo in z nekimi realnimi cilji da dogovoriti vedno in na koncu sta obe strani, mislim, da zadovoljni. Pač mi dodamo to, kar lahko po svojih najboljših močeh, društva pa tudi imajo posluh in potem na koncu nekako kar dobro sodelovanje dosežemo. Se župan pogosto udeležuje vaših prireditev, je zadovoljen z vašim delovanjem, je mogoče ti že omenil, kaj
recimo pohvalil? Naš župan je po mojem eden tistih županov, ki izjemno spremlja delo ne le Tica Vuzenica, ampak vseh društev in se tudi zelo rad udeležuje naših prireditev. Je tudi tisti, ki pohvali, zna pa tudi na kaj opozoriti. Mislim, da je tako tudi prav. Tako da to je to. Redno spremlja prireditve in na podlagi tega seveda lahko potem tudi pove, kako je zadevo videl. Na začetku oddaje sva omenjala, da delujete res na vseh področjih, torej na športu, kulturi, kaj še? Turizem, pa mladinske dejavnosti, pač široko bi rekla. No, skrbimo tudi morda za urejenost kraja, ne vem, za razne aranžmaje, naprimer jesenski aranžma, ne vem. Trudimo se skratka, da je okolica lepo urejena, tudi kakšno cvetlično gredico, ki jo uredimo. Skratka, tudi to je naša naloga. No. Pa kakšno je pa vaše sodelovanje z osnovno šolo? Sodelujete recimo tudi z mlajšimi otroci? Seveda, zelo rada celo sodelujem z osnovno šolo. Bom rekla, da je ravnatelj zelo pripravljen prisluhniti in nam priskočiti na pomoč. Torej vedno, ko jih pokličem, če so pripravljeni sodelovati na kakšni prireditvi, ni problema. Z veseljem nam odstopijo tudi kakšno učilnico, kolikor jo potrebujemo. Skratka, dobro sodelujemo z osnovno šolo, tudi z glasbeno šolo Radlje, oddelek je tudi v Vuzenici. Resno, da ne bo izgledalo, kot da je vse tako idealno, ne? Včasih se kje tudi zatakne, ampak načeloma sem zelo vesela. No? Gre vse kot po vaše. Tako. Pa se vam že zgodilo, da so se k vam recimo zatekli socialno ogroženi otroci, socialno ogroženi ljudje, vas prosili za pomoč kakšno? Se vam je že zgodilo to? Tako bi rekla, direktno mogoče niti ne, da bi kar nekdo prišel in potrkal, da je v hudi stiski. Se je pa recimo že zgodilo v času tiste hude poplave, naprimer, smo v Vuzenici organizirali eno akcijo zbiranja oblačil, zbiranja, ne vem, raznih gospodinjskih aparatov, da smo ljudem pomagali. Takrat so bile videti tudi določene stiske, ne. Bilo je recimo tudi v Vuzenici par družin, ko jim je dejansko uničilo vse, ali pa so mogli zelo na hitro pobrati par stvari pa oditi, ne. Kar je grozno. Tako da smo zbirali oblačila recimo za otroke, tudi take osnovne stvari, no, in ja, sodelujemo redno tudi z Rdečim križem, z Karitasom in seveda so tudi stiske nemočnih ljudi vmes, ampak da bi pa zdaj direktno kdo prišel prav na tisto pomoč, pa se še ni zgodilo. Kako pa si ti doživljala same poplave? Si bila presenečena, si recimo rekla si, to se pa ne more v Vuzenici nikoli zgoditi? Pravzaprav mislim, da je ta poplava kar vse nas presenetila in šokirala, resno opozorila, bom rekla. Pravzaprav je bilo to verjetno eno opozorilo narave, da morda preveč posegamo v njo. Se kar pogosto pojavljajo zadnje čase take naravne katastrofe in človeka kar malo, bom rekla, stisne, ko pomisli, kaj vse se nam lahko zgodi. Zjutraj sem se normalno odpeljala v službo. Po radiju je že bilo slišati določena opozorila resnosti. Ko sem prišla v službo, je bil pa že pravzaprav krizni sestanek, ne vem, enote civilne zaščite, gasilci, župani in sodelavci iz naše občinske uprave, resni posvet, kako pristopiti, kako pomagati. No, kakšnih 10, 11 dopoldne je bila pa že cela panika. Tudi mediji so poročali o tem intenzivno. Takrat smo pa vedeli, da gre res za res in smo bili verjetno kar vsi malo prestrašeni. Kaj pa recimo potem, ko ste zavedali samo hudo, da je praktično ni bilo več? Več kot 3/4 ni bilo več. Okoli 14. ure sem se odpeljala takrat domov. Vem, da sem hodila do večera, ne vem, mislim, da sem ob 21. vendarle prispela. Ceste so bile poplavljene, zaprte, plazovi, skratka kaos, groza, tako. In dobila sem informacije, da je huta močno ogrožena, ampak pravzaprav drugega nismo mogli, kot pač stvari, ki so bile izpostavljene, smo umaknili in čakali, kaj bo. No. Vse, kar se je dalo narediti, kar je človeški faktor v tistem trenutku zmogel, smo naredili. In drug dan, v bistvu, ko sem prišla v službo, slika ni bila lepa. Smo tudi poslikali v bistvu do vrha v vodi. Grozno bi rekla. No. Potem pa te faze izsuševanja,
vlažilci oziroma izsuševalci zraka. Ni da ni, veliko sanacije je bilo potrebno dela, ampak nismo obupali in upajmo, da se kaj takšnega ne ponovi kmalu. Tako, res je. No, Anja, da se vrnemo na sam TIC Vuzenica. Modra dvorana. Modra dvorana je bila pred kratkim prenovljena, če se ne motim. Res je. Prej si že omenjala, da v njej pripravljate tudi prireditve in da ta prostor recimo lahko dobijo neki nadobudni talenti zastonj. Ali kako si tako? Torej, morda najprej prvi del. Naša večnamenska modra dvorana je postala večnamenska res pred kratkim, ko smo jo nekoliko posvetlili. In zdaj je tam res en tak bolj prijeten, bolj topo ambient, kar je nakazal tudi aplavz ob dnevu žena, ko je bila v bistvu to prva prireditev v tem novem ambientu in so podale ženske in vsi prisotni v dvorani velik aplavz temu novemu ambientu. Tudi smo v bistvu prenovili eno sobo za prodajo kart, tudi oder se pravkar prenavlja, tako da pač nekako pridobiva na tej novi podobi in je lepo sprejeta. Drugi del vprašanja, kar se tiče samih stroškov, pa ja, naša domača društva, torej imajo to dvorano lahko uporabi brezplačno, je pa zelo zasedena, no. Moram povedati, da sem pravzaprav vesela, da je tako dobro pokoriščena. Čez teden so tam razne vadbe športnih aktivnosti, potem konec tedna pa večkrat kakšne prireditve in ja, naša društva imajo brezplačno, no kje v drugje, pa seveda tudi osnovne stroške pač pokrijejo. Anja, še zadnje vprašanje. Se ti zdi prednost za uspešno delovanje samega turistično-informacijskega centra Vuzenica to, da je Vuzenica majhen kraj? Včasih je majhnost verjetno tudi prednost. Seveda pa ima vse svoje pozitivne in svoje negativne plati. Mislim, da je Vuzenica res en tak kraj z dušo, kjer se da včasih iz malega tudi malo več narediti. Seveda v okviru zmožnosti, vemo, časi so takšni, da moramo biti pač zelo racionalni pri vseh stvareh. Sama bi komentirala, da mislim, da je lep kraj, da ima veliko potencijala, tudi še neizkoriščenega in TIC Vuzenica intenzivno dela na tem, da se tudi širše predstavimo, tudi v promocijskem smislu smo že kar nekaj naredili, še več bomo v prihodnje in nenazadnje opažam, da nas tudi drugi opazijo, da vidijo, da smo aktivni. Se trudimo biti in nekako, bom rekla, obveščati javnost tudi skozi te profile, ki so nam na razpolago, od Facebooka do spletne strani, tako da mislim, da smo kar opaženi. In to se kaže potem v samem obisku vaših prireditev. Tako. Anja, najlepša hvala, da si se pridružila v današnji oddaji in predstavila Turistično-informacijski center Vuzenica. Z veseljem, hvala za povabilo. Želim vam uspešno delovanje in še na mnoga leta društev. Hvala lepa. Najlepša hvala. Tako, dragi gledalci, cenjene gledalke, prišli smo do konca še ene oddaje Svet odraslih. Vidimo se spet prihodnji teden. Srečno in lahko noč.